Kolofas, hidrokol, lesol, bukolift, kolomin. Sintol, jah program. Tako pobarvali smo vse. Gradbeni materiali Baumit. Prvič tudi na slovenskem tržišču. Šest okusov Merksovih asana čajev. Povsod. Zastopamo najboljše svetovne proizvajalce za motorna in industrijska olja. Gume, sklopke, vlažilce, zavore. Formula 1 med proizvajalci. Tudi pri nas, v Avtokomersu. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tule je posnetek vodečega po prvi seriji Štefana Cinda iz Švice, ki je skočil v prvi seriji v konkurenci sijajnih 123 metrov in pol in vodi 114,9 točke pred Mikaelom Martinsonom iz Švedske 119 metrov 113,1 točke, torej 1,8 prednosti za Švicarja in tretjeuvrščenim Dufnerjem. Kristof Dufner, Nemčija, 118 metrov, 105,7 točke. Slovaška televizija, ki si je privoščila in res da, po pravici povedano, tudi napovedala tale daljši odmor, nam sedaj le tule kaže tudi vrstni red z ocenami najboljše osmerice. Naj povem, da ta odmor ni bil potreben, kajti skakalnico so na hitro popravili na nekaj mestih, tako da bi se tekmovanje lahko začelo že pred recimo četrt ure, če ne celo prej. Slovaška televizija pa je želela pokazati tisto, kar smo delno tudi lahko spremljali, namreč nekaj turističnih razglednic tega dela Češko-Slovaške. Zelo ponosni so namreč Slovaki na svoje naravne lepote, pa na tradicijo, na narodne noše, običaje in tako naprej. Tule pa, ko gledamo drugi del štartne liste oziroma štartno listo 35-terice ali finala, še enkrat Frank Petek je ostal na 29. mestu, 101 meter daleč je skočil, 26. mesto kot najboljši Jugoslovan pa je ostalo za Gorana Janusa, ki je dosegel 104 metre in medtem se je zgodilo tole, česar so se mnogi tekmovalci bali in o čemer so tudi razpravljali na tistem že prej omenjenem včerajšnjem sestanku. Namreč oblaki so se spustili z vrhov visokih Tater proti dolini in sedaj je pogled proti zaletišču oziroma odskočnemu mostu že tak, da nam tekmovalce zakriva. Mi sedaj le seveda vidimo predskakalca številka 2 z očesom kamere, ki je čisto blizu odskočni oziroma zaletni rampi, s prostim očesom pa z našega mesta, torej na skakalnice ne vidimo več niti do odskočne mize. Najbrž lahko pričakujemo, da se bodo razmere še nekoliko poslabšale, vendar pa kljub temu upam, da se bo tekmovanje danes končalo. Če bi razsodišče oziroma vodstvo tekmovanja malo pohitelo, bi čez dobre pol ure lahko spravili pod streho še to predzadnjo tekmo letošnjega svetovnega pokala oziroma prvi del finala v štrbskem plesu.
Med tistimi, ki so izpadli, recimo Pavel Ploc in pa František Jež, dva, na katera so tule računali zelo, zelo veliko, oba sta tudi razmeroma dobro skočila v predtekmovanju oziroma v poizkusnem skoku, potem pa imela ponesrečena nastopa v prvi seriji in sta ostala daleč zadaj, tako kot tudi trojica od peterice Jugoslovanov. Med tistimi, ki so na vrhu razpredelnice za svetovni pokal, slabši recimo Štefan Horengacher, ki je na 30. mestu, potem Ari Peka Nikola, ki je za mesto pred petkom, torej na 28. po prvi seriji, pa Andrej Kizeveter za mesto pred Nikolo. To so tisti, ki so si zapravili priložnost za boljše uvrstitve oziroma za točke v svetovnem pokalu in tako lahko na premike navzgor računajo predvsem Štefan Cint, ki lahko izpodrine z drugega mesta Tomo, ki je 10. Cint vodi, potem Mikael Martinson, ki je na drugem mestu, pa tudi Kristof Dufner lahko bistveno napreduje. Enako velja za četrto uvrščenega Finca Raima Ilipulija. Še nekaj takih je, ki so sicer na nižjih mestih v svetovnem pokalu z manj točkami, ki pa z današnjimi dobrimi nastopi lahko mesto ali dve pridobijo, recimo Jan Boklev, ki je 11. ali pa Ralf Gebstedt na 7. mestu, ki tudi iz ozadja prodirajo proti vrhu. To je David Jirovtek, 35. iz prve serije in takle je pogled recimo s kamero, ki je postavljena blizu odskočne mize proti vrhu zaletišča. Takole kot recimo v Oslu bomo danes najbrže spremljali tole finalno serijo tudi v štrbskem plesu. David Jirovtek, seveda se moram sedaj tako kot vi oslanjati samo še na tole, kar vidimo na zaslonih, 99 metrov in pol. Daljava Jirovteka seveda je skupni seštevek dovolj za trenutno prvo mesto, Jirovtek pa seveda ostaja med tistimi, ki so še s tem, da so nastopili tudi v drugo danes, opravili svoje delo v redu. 99 metrov in pol Horst Bulau v prvi seriji v konkurenci in 94,2 točke za prvi skok v konkurenci in tudi pri njem razmeroma skromna zaletna hitrost, tako kot pri večini žal tudi jugoslovanskih tekmovalcev v prvi seriji v konkurenci. Direktor naše reprezentance, gospod Lojze Gorjanski, me je za nekaj trenutkov obiskal v tem odmoru, je rekel, da se zelo čudijo in da pravzaprav šele ugotavljajo, kaj se je zgodilo pri naših fantih, ki so imeli vsi po vrsti slabe hitrosti na odskočni mizi. Pri petku so celo izračunali, da je bila razlika med njegovo hitrostjo in hitrostjo najboljših taka, da bi mu prinesla kar 15 metrov, recimo daljši skok lahko, če bi bilo vse v redu tudi z njegove strani, kar pa tudi ni bilo, pa vendarle, petek bi bil čisto pri vrhu in seveda v boju za nove točke svetovnega pokala tudi na današnji tekmi. Jaroslav Sakala, Češko-Slovaška, je na vrsti kot tretji. Šele v spodnjem delu smo videli Sakalo, ki pa je zelo dobro ujel ta odskok in mislim, da je svojo in to bistveno je popravil. 100 metrov je meril njegov prvi skok v konkurenci, tule je zapisan levo zgoraj na zaslonu, drugi pa 111 metrov in pol. Jaroslav Sakala bo, mislim, da sedaj le kar precej dolgo časa ostal v vodstvu. Eden tistih, ki so z drugim dobrim nastopom dosegli ogromno. Bernd Kolsrud, Norveška. In 30. iz prve serije in tudi za Norvežana, tako kot za vse tri, ki so nastopili pred njim, nič kaj prijeten pogled v dolino, komaj da vidi do konca odskočne mize, torej do konca zaletne smučine, potem pa samo belo.
Tole čakanje pa mogoče lahko pomeni še nekaj drugega, namreč da je tam prav okrog odskočne mize, ki je, kot vidite, tule izven terena, izven tega hribčka, tudi umetna, preveč gibanja zraka, torej vetra, in zato mora pač Bernd Kolsrud, ki ga tule vidimo, startno številko 15, se je že umaknil startne rampe, pač počakati. Nadležno čakanje, ki seveda pomeni vse prej kot dobro koncentracijo za nastop. Nič posebnega, malo čez prvo črto. 97,5 metrov. Vse tisto, kar je manj kot 100 metrov, smo ugotovili lahko že v prvi seriji v konkurenci, da pomeni slab nastop. Kolsrud slabši sedaj v prvi seriji in ostaja torej pri poslabšanju rezultata. Jaroslav Sakala pa je edini, ki je dosegel več. Stefan Horngacher zanj slabih 101,5 metrov v prvi seriji. In sedaj je Horngacher, kot da je želel vsem dokazati, da je slučajno zgrešil tisti prvi skok v konkurenci, spet skočil tako, kot tudi že prej po izkusni seriji in kot na včerajšnjem treningu in kot na zadnjih tekmah v drugi polovici letošnjega svetovnega pokala. Stefan Horngacher, ki se je iz B moštva Avstrije prebil v prvo moštvo Avstrije, predvsem sjajnimi nastopi v drugem delu, je kot drugi najboljši Avstrijec tule tudi napovedal boj za nove točke. Frank Petek 101 meter, kot sem rekel, slaba zaletna hitrost, utrujenost ob koncu letošnje dolge sezone, po sjajnih uspehih na začetku, po sjajnem svetovnem prvenstvu in zlati medalji, danes na 29. mestu. Frank, mislim, da tudi sicer kaže v zadnjih dneh ob teh zadnjih nastopih malo manj tiste volje, želje po novem dokazovanju, kajti rekel sem, kar je preveč in pri Franku se prav gotovo pozna, da je letos prestal ognjeni krst, namreč skozi celo sezono, vsa tekmovanja, sjajni uspehi in vsem tistem, kar tekmovalca zna potem dodatno utrujati ob prevelikem slavju, ob prevelikih željah po nastopih tudi tam. Frank Petek dosti bolje kot v prvi seriji, kljub slabim razmeram. 109 metrov. Okna mojega doma. Jelovica. Jaroslav Sakala 111,5 metrov in Stefan Horngacher 117,5 metrov. Imata seveda boljša seštevka in Frank je ostal na tretjem mestu v tem trenutku. Ari Pekka Nikola, podobno razočaranje kot pri nas zaradi nastopa Franka, recimo, je v finskem taboru tudi Ari Pekka Nikola. Ari Pekka Nikola, ki je pred današnjo tekmo bil peti v svetovnem pokalu, 10 točk pred Putinom. In 18 točk za Horngacherjem. Najbrž ne more računati na izboljšanje položaja, oziroma Heinz Kutin, ki bo nastopil precej za njim, z 5. pozicije po prvi seriji v konkurenciji celo grozi, da bi lahko Ari Pekka Nikolo prijel ali celo prehitel, seveda z dobrim drugim nastopom. Vsekakor pa bo tule pred jutrišnjim finalom še večja gneča okrog 5., 4., 5. in 6. mesta, kajti prvi trije so precej daleč spredaj, namreč
Cint pred današnjo tekmo 181, Toma 191 in Felder kot zmagovalec že 260. Danes pa, vsaj kar zadeva sam vrh, pričakujemo eno spremembo, ki pomeni spremembo nosilca srebra in brona ob koncu letošnje sezone, namreč Štefan Cint naj bi po ocenah in po tem, kar je pokazal, prehitel Ditra Tomo, ki je drugi. Za Ditra Tomo pa je takole vreme, takele razmere na skakalnici še posebno velika težava, kajti rekel sem, sam je povedal, da želi imeti idealne razmere, tudi kar zadeva vidljivost, sicer so njegovi nadaljni nastopi vprašljivi. To je bil spet posnetek nastopa Štefana Horengacherja, tule pa je vendarle startno številko 63 v spočini Ari Peka Nikola. Nič od njegovega nastopa, Ari Peka Nikola bo ostal najbrž še slabše uvrščen, kot je bil po prvi seriji, vsekakor pa ne boljši od 30. mesta, 88 metrov, in to je že v tem trenutku 7. mesto, pred zadnje tudi v skupni razvrstitvi. Slabše oziroma bolje bi bilo lahko samo, če bi kdo od tistih, ki bodo še nastopili, recimo padel in dobil ocene še nižje od tega. Nekaj slabših oziroma zgrešenih nastopov, v tem trenutku pa najbrž povzroča tudi veter, ki se mi tu z tega mesta našega tega ne moremo ugotoviti takole na oko. Najbrž vrtinčitam okrog odskočne mize in v prvem delu leta nagaja tekmovalcem. Andrej Kizeveter hrabro skozi te težave, skozi meglo. Andrej Kizeveter, ki je tudi eden od tistih, ki so razočarali, namreč Andrej Kizeveter, ki sodi v sam svetovni vrh pred današnjo tekmo na 8. mestu, 2 zmagama, enim drugim in enim tretjem mestom na letošnjih tekmovanjih za svetovni pokal. Spomnimo se, Lek Plesit Sapporo zmagi, pa Sapporo drugo mesto in Planica tretje mesto. Kot rečeno, 8. pa je bil daleč zadaj na 27. oziroma 28. mestu po prvi seriji. Kizeveter za Horengacherjem potežnil sedaj le drugi. Tole, kar je priletelo iz megle, je bil Stanislav Vaško. Stanislav Vaško, Češko-Slovaška, za mesto slabši od našega Gorana Janusa, torej na 27. 108 metrov pa je izboljšanje položaja z ozirom na to, kar je Stanislav pokazal v prvi seriji, kljub temu pa je ostal 5. Sedaj pa stisnimo pesti za predzadnji nastop mladega 21-letnega Gorana Janusa. Rojstni dan bomo najbrž proslavili kar nocoj, kajti rojstni dan je Goran potihom proslavil kar sam pred včerajšnjim, ko pa smo danes ob neki priložnosti tole ugotovili, je moral Goran Janus povabiti vse na skromno proslavo nocoj. No, z veseljem se bo temu slavju pridružil tudi Toni Justin, ki pa rojstni dan praznuje danes. Toni Justin, znani serviser Elanovih skakalnih smuči, prijatelj vseh, ne samo Elanovcev, tudi drugi se večkrat zatekajo po nasvet k njemu. Ponosno je pravil, da je zadovoljen z dosežki letos, da so tudi letos Elanove smuči pobrale ogromno. V vrhu razpredelnice svetovnega pokala sta njegova, recimo, Dieter Thoma in Štefan Cint. Goran
Gorana Janosa je prav gotovo zmotila megla in pa tole čakanje, tako da njegov drugi nastop pomeni precej manj, kot je Goran sposoben. Vidite, da je jezno je odmahnil z roko. Povabite Krpana v svoj dom. Martin Krpan je močan. Martin Krpan za hitro in lahko čiščenje. Prijetno presenečenje, predvsem za domače strokovnjake, pa pomeni uvrstitev v finale mladega Romana Kovača. 25. po prvi seriji. No, po drugi strani pa tudi Roman Kovač takole plačuje davek neizkušenosti in mogoče tudi tremi, ki se je pri njem pojavila ne zaradi razmer ali nepoznavanja skakalnice, pač pa zaradi hude konkurence. 92 metrov in 9. mesto v tem trenutku tudi pomeni izgubo.